Ne, nič sam še malo mokce, kaj je s tabo? Ne, nekaj prepogibati. Ah, dej no. Zakaj pa je za nič stopil? Dej ti boš. Danes Kuhamo. dobrodošli v šovu, kjer Danes? kuhamo karbonaro. A šuk dej stari na malco, a veš, kaj greš 6 evrov, malca hudo, vidiš karbonara, naročiš karbonaro, kaj se zgodi? Vidiš šlag po sosu. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj karbonara res je. Zdaj imaš seveda hardcore Italijane, na YouTubeu v komentarjih se skrivajo, gledajo stari, kdo kuha gadno karbonaro. In pišejo, mora biti guanciale, mora biti pecorino, če si dal gor smetano, ne moreš kupati nobene vespe. Peku. Je to rasistično? Ne. Sem profesor od Cvirk, izumitelj ponovno spečenega kruha, kar vi pred malimi ekrani poznate kot toast. Sir pecorino romano ne izhaja iz kravjega mleka, ampak iz ovčjega in je posledično tudi bolj slan. Mi da bova šla 300 gramov moke, 3 jajca. Ko pa se ta moka razlikuje od navadne moke. Ta je italijanska. Oh, fuck, ne. Ne mi tega sprašovati. A pogooglal? Daj še. Dej napiši. 0,0 moka, flour, why? Producing a light, airy, crispy crust. Sam to je bolj za pico, veš. Ok, naredite kup moke, To ti sam stresel. se pravi 300 gramov moke in ne vem, če ne bi kar z roko. Zdaj pač verjamem, da vsi veste, koliko velika so vaša jajca. Zdaj, tole bo za moja 3 jajca čist dost. Ne, meso. A ga znaš tako z eno roko ubiti, ha? Kao fancy. Aj, tega. Se pravi, 3 jajca smo rekel, ne? 3 jajca. Ja, 3. Ja. Super. Se pravi, zdaj pa najprej svetujem, da jajca takole malo zmešate, beljake pa rumenjake, Ja. pa v bistvu postopoma dodajate iz sten. Američani rečejo temu pancake batter texture. Ne, nič sam še malo mokce, kaj je s tabo, pa če sva zmagala 300. Izvagala so. Najprej ful premalo moke, pa kar naenkrat ful preveč moke. Ja. Ker boste potrpežljivi, probite inkorporirati vso moko. Lažje boste naredili testo, če boste spili kakšen kozarc manj kot moj partner. Čas je za roki, no. To zdaj počas gleda kot neko testo, ne? Inkorporacija je lahko zelo mesi. Upam, da si dobro umil roki prej. Jaz bi ga takole malo še zaprl, samega vase. V bistvu s temu, ki ga vi gnetete, on dobiva moč in čvrstost. Zdaj vidimo, da se že bistveno manj prijema. Evo, kaj smo zdaj naredili, precej lep hlebček. Recimo 15 minut ga puste še počivati na temu desku. Najboljše, če ga uvijete v prozorno folijo ali pa z neko mokro krpo, sam položite čez, zato da se ne bi posušil pa dobil tiste trde skorje od zunaj. Ok, se pravi, midva mala zdaj tukaj neko lepo krogelco, ki jo bova zvaljala v široke reznice. Ok, slep. Dal ga bomo počivati nekih 15 minut, mi da bova pa eno krpo malo namočila, pa jo bova dala takole čez. Ta cajt bo pa narezala guanciale, a ne? Dober večer, dr. Spuma, Nobelov nagrajenec za pečenice. Panceta izhaja iz trebuševine prašiča, medtem ko guanciale pride iz lička prašiča in je konsekventno bolj mastno ter manj mesnato. Upam, da rezati znate, ano. Kaj zdaj hočemo mi narediti čim manjše koščke, ano. Vse je ostrno. A je? Moji nože režejo skozi čas. Pa to so To se bo še zrenderalo. Sam si pa dobro ubil jajca, no, zun z eno Ja, roko. itak, pa to. nič. To ti pa dam, To sem stari, sem videl mislil, da enkrat, lahko znal tudi rezati. stari. Lahko napišete, wow, super carbonara. Sam ne bi pa pisati, ne znate rezati pancete, ali pa testo ni bil v redu, vem, kjer živiš. Ne, ampak se pravi, tisti, ki ne bi vedeli, kaj carbonara res je,
ponavadi govorijo o tem, da se ne uporablja nobene maščobe. Hočemo, da res rendera ta fat, ker bomo tudi kasneje ostanek te maščobe ulili v tisto jajčno mešanico in takrat nam bo res zadišalo po karbonari. Res je. Jaz to kar zdaj vrgam vse še noter, ne? Moje sem doma onesnažil s tvojo panceta, to bomo preživeli. Se ste mogoče tam pa brat pa sestra. Veš, ko zdaj ta masko, krvni bomboni, hajde. Takole mora izgledati, masti je ful, to bo zdaj predstavljeno en krožnika, ne? In takole naredimo, da se nam vse odteče v en kot. Pa jih pa zdaj iz tukaj poberemo ven, ker mi bomo to mast. In cel poj. Ja, ker če bi jo dal zdaj tukaj na ta krožnik, Sem strdila. ja, strdila In bi ne bi se. bilo redo. Sem še panceta zdaj popekla najprej, ne? Daj, apetiti še en likerček. Panceta zdaj tudi dosega neko to Točko, počas. točko. Spet evo na eno stran in zdaj jo v bistvu beremo ven. Sam je kul, da ima manjše pajiče, kaj prav ločva. Če imate takole mast v ponvi doma, jo puste v ponvi, mi da si jo bo razdelil v kozarce. Tukaj imamo testo. Pravi italijanski impirija strojček. Tega zdaj šponi. Mašinco malo namokamo. Počas. Čas ga fidate noter. Ne ga prepogibati. Ah, daj no. Se gre še enkrat spoj skozi. Imaš te pol pere? ure ga delala, daj no puli. Kva, ja pač moraš ga stuka dati skozi, no? Ja, ampak mi dva... Še ni bil dober človek. Zakaj pa je znaš to? Ne vem, ker sva ga kraj delala, vsa prizadeta, stari, daj. Zdaj mi ga va, da ga rao še enkrat prepognil, stari. Pringa. Malkrat so ga prepognili. Daj kickbot, pringa. Ja. Tukaj imamo že nek pripravljen testo, ki nam je rato precej tank. Ga še enkrat prepognemo, ne? Tako. In v bistvu s tem mu dajemo neko Integriteta. Glede na to, da je rato kar dolg, Ga damo na pol? dala na pol, ker bo lažje delati z njim. To je zdaj malo smotar, ampak... Ja, malo bo... Ok, testenine so naredila, zdaj so dala vred vodo, zdaj bo pa preštimala najprej mešnice za tole italijansko pravo karbonaro. Tako da smo začeli ribati. Se pravi, damo klene noter hefty amount. Če pa ste eni izmed unih, dobro veste, ki... Se pravi, pecorino romano dodajamo, imamo v glavi to, da je on precej slan. Poanta carbonare je, da se ta naša zmes integrira na nudle in se prime na njih. Vodo morate vrnk soliti, to bo zdaj on dal noter. In zdaj počakamo v bistvu, da to zavre, pa damo našo skledico na vrh. Čas dodajamo mast. Počas dodajamo za neko emulzijo. Zdaj bo pa zadišalo po karbonari, dame in gospodje. Evo, takole lepo damo se noter. Če date nudle prevroče v zmes, se vam naredijo taka umešana jajca. Zdaj pa dodamo še guanciale. Guanciale. Ja. Evo, takole, To je načeloma za meso, ampak v bistvu jo uporabimo tako, da nabodemo in začnemo navijati. Če lahko jaz po polju dosegava take rezultate, v taki kuhinji boste vi doma naredili še boljše. Ja, skoraj zihar. Zdaj pa za piko na i naribamo še malo parmižana dižana. In to je perfektna italijanska, originalna carbonara. Ja, veš kako. Človek se prav vpraša, ko lahko nekaj tako dobrega naredi. In to je indijanček za odrasle ali carbonara po slovensko. Se vidimo naslednji teden. En mesec. Ne, no. Vino naredite noter v oko, ne? Ja. Da bo lahko šel jajc noter. Verjamem, da vsi veste, koliko velike so vaša jajca. Kaj vi s tem fog mašinom, no? Dosti. Smo. Pa ni prav. To zdaj naredimo. Ja,